Stres, hiter tempo življenja in razpetost med službo, obveznostmi in prostim časom. Ja, tole življenje kar kliče po tem, da najdemo mir in lahkotnost. Oddajo bomo torej namenili enostavnim trikom, ki nas bodo vrnili v ta mir in lahkotnost. Z nami je seveda Anita, ki nam bo povedala, kako naj najdemo ta mir in predvsem, kako lahko živimo bolj lahkotno. In zdaj kar vem, kaj boš rekla, Anita, pozdravljena. No, daj. Zdravo. Živjo. Ja, pisanje, tapkanje, pa tako, to si verjetno imela v mislih, ne? moramo poslušati, pa sebe poslušati, ja. To je to. Čisto enostavno. Torej, rekla si pisanje, ne? Zdaj za vse tiste, ki morda tega rituala ne poznajo, pri tebi je to nekaj vsakdanjega, ne? Res. Kako se pravzaprav lotiti, da ne bomo tam nastali dneve in dneve pred praznim listom papirja, pa da ne vemo niti kako začeti? Zdaj lahko je več načinov. Prvi način bi jaz rekla za pisanje dnevnika, da v bistvu, ko začutimo ves ta stres, ki si ga že prej omenila, pa preobremenjenost, pa preveč polno glavo, da v bistvu takrat damo vse to iz glave na papir. Da mi malo glavo osvobodimo in papir pa vse prenese. Papir vse prenese, res je. Tako da v bistvu napišemo na papir vse, karkoli imamo takrat v svoji glavi, na ta način ozavestimo svoje stanje, pa v bistvu zares se tudi kar precej stvari osvobodimo na ta način. Okay. Tako, spraznemo glavo dobesedno, ja. Okay. Torej, pisanje dnevnika je ena izmed stvari, kjer seveda ne pozabimo, da lahko na naši spletni strani tudi najdete dnevnik, ki je čudovito spisan, torej že pripravljen, zato da boste potem tudi lažje ga pisali. Pisanje hvaležnosti je recimo še ena taka stvar, ki jo velja omeniti. Ne? Ja, Zakaj? pisanje hvaležnosti pa v bistvu tako, da v bistvu s tem, ko mi damo pozornost na hvaležnost, s tem dejansko tudi vidimo, da je že kar veliko stvari, za katere smo mi lahko hvaležni. Ker včasih se nam mogoče, ko smo ful pod stresom, pa slabe volje, preobremenjeni, preveč polna glava, da smo nasplošno preveč v glavi, takrat se nam mogoče včasih zdi, da dejansko nimamo za kaj biti hvaležni. Ko pa enkrat malo pogledamo globlje, pa vedno lahko najdemo ogromno stvari, za katere smo lahko hvaležni, tako prav vsi. In dejansko ni nad samoumevno. Vse te neke stvari, pa zdravje, pa sebe, pa življenje, pa bližnje, vse jemljemo tako kot samoumevno, v resnici so pa vse to velike razlogi za hvaležnost. Spet s tem, ko mi to zapišemo, ko se osredotočimo na hvaležnost, s tem, ko smo na vibraciji hvaležnosti, bomo avtomatsko pritegnili v svoje življenje še več stvari, za katere bomo lahko hvaležni. Torej, pišimo dnevnik. Zavestno dihanje je še ena izmed nasvetov, ne? To boste našli tudi malo bolj podroben napis na naši spletni strani, ampak vseeno, Anita, evo zdaj za naše gledalce, kako pravzaprav zavestno dihamo? Ja, za začetek sicer je ogromno različnih tehnik dihanja, ampak za začetek bi jaz priporočala zavestno dihanje, se pravi samo ustavimo se na trenutek in samo damo pozornost na svoj dih. Sploh ni pomembno, da ga spreminjamo, lahko ga samo spremljamo. Lahko spremljamo gibanje za začetek lahko zavestimo, če sploh dihamo s trebuhom. In potem pa v bistvu damo pozornost na to in da samo spremljamo svoj vdih, svoj izdih. Če ne delamo kakšnih dihalnih tehnik, ga ne rabimo pač spreminjati. Samo to, da ga ozavestimo, da zares zavestno dihamo in že samo s tem, ko bomo šli v svoj dih, se bomo vrnili v svoje telo, v sedanji trenutek in avtomatsko bomo v večjem miru in v večji lahkotnosti. Ker se popolnoma sprostimo, ne? Saj jaz se vedno, ko z Anito delam te dihalne zadeve. Še ena stvar je tapkanje. Tudi tukaj nam lahko torej tapkanje pomaga. Ja. Kako? Tapkanje je tako ful univerzalno in dejansko lahko pomaga povsod. Spet se vrnemo v telo in tapkanje itak v bistvu tapkamo po meridijanih, ki so kot energijske ceste v našem telesu in s tem aktiviramo energijo, aktiviramo telo, aktiviramo tako vse povežemo. Lahko tapkamo z besedami, brez, ampak že sam s tem se spet vračamo v ta trenutek in v bistvu zdaj spet odvisno, kater meridijan tapkamo, lahko to tapkamo naprimer za osvobajanje ali pa proti stresu, proti stresu, za lahkotnost. Anita, dejva tega proti stresu. Proti stresu bi bil tale, ja. Proti stresu bi bil tale, isti kot smo ga pokazali enkrat za strah, je v bistvu pod ključnicami v teh vdolbinicah. Tapkamo 3 minute, to je edini, ki se ga ne tapka zvečer, ker tudi zbuja. V bistvu uravnava kortizol, nas pa tudi zbuja, pa daje energijo, pa balansira stres, tako da dopoldne. Zjutraj pa dopoldne. Ker nam pade fokus, pa to
pa bomo ko novi. Potem seveda omeniti moramo tudi gibanje in naravo, ne. Kaj je v bistvu tukaj, to verjetno že vsem jasno, ne, da ponavadi, če smo v stresu, če se ne počutimo dobro, gremo na sprehod in pridemo nazaj prerojeni. Zakaj? Točno to, ja. Zaradi več razlogov, ker smo bili na svežem zraku, ker smo si vzeli čas zase, ker smo tako malo preluftali glavo. V bistvu gibanje je zelo pomembno. Zdaj spet lahko se gibamo tudi v hiši, lahko v telovadnicah, kakršnokoli gibanje je super, ker s tem, ko se gibamo, s tem odpuščamo ves ta stres, zakrčenost iz telesa, vse, česar ne rabimo. In avtomatsko imamo več lahkotnosti, ko vse to spustimo. Če smo pa potem še v naravi, v bistvu nam pa še narava tako da svoj del in v naravi bi pa spet bil potem lahko naprimer čuječ sprehod, ali pa smo ob vodi, pa lahko gledamo v vodo, lahko plavamo, lahko smo v gozdu, objemamo drevesa v parku, karkoli v bistvu, ja. Okay. Zdaj pri gibanju bi te vprašala, ali si mnenja, da bomo dosegli večji mir in lahkotnost, če se bomo recimo poslužili bolj zahtevnih aktivnosti ali ne? Kaj bi ti rekla? Nekateri se mi zdijo, da potem se radi kar matrajo, ne? Če se nam fajn zmatro, pol ne bom utrujen, pa ne bom miran, ne? Je to sploh kakšna povezava ali misliš, da ne? Po mojem mnenju ne. Jaz pač vedno zagovarjam to, da vsak zase najbolj ve, ampak jaz mislim, da ne, da to, če se bomo mi bolj zmatrali, da bomo zato v večjem miru, jaz ne verjamem v to. Meni se zdi, da pač ne, da je pomembna kakršnakoli aktivnost in pač spet poslušanje svojega telesa, da vidimo, kaj to nam paše. Nekomu bolj paše ples, nekomu paše uteži, nekomu kakšen hiter trening, tako, različne stvari. No, omenili bova še prizemljitev, ne? Torej, poznamo tudi pri nas to rivho, ne? Imamo tudi podlogo za sedenje, ti si to že poskusila in vse, ampak nasplošno, zakaj je v bistvu prizemljitev tudi del pravzaprav te, bomo rekli, protokola, ko govorimo o lahkotnosti in doseganju miru? Ja, zaradi tega, ker v bistvu, ko smo mi prizemljeni, se spet vrnemo v tukaj in zdaj, pa v svoje telo, začutimo povezanost s tlemi in v bistvu avtomatsko se umirimo in smo v večjem miru, v večji lahkotnosti. Zdaj pa prizemljevanje pa spet lahko na različne načine. Naprimer, če smo zunaj, pa če želimo, se lahko mogoče sezujemo, pa malo sprehodimo bosi, pa se prizemljimo na takšen način. Lahko se tudi v stanovanju prizemljimo, da v bistvu si samo predstavljamo, kako gre iz naše prve čakre po kolkih in po celih nogah skozi stopala, kako gredo korenine globoko v zemljo, pa si lahko predstavljamo korenine in potem to svežo energijo nazaj potegnemo. Lahko se dotaknemo živali, se pravi, lahko obožamo živali, to nas prizemljuje, lahko se rastline dotaknemo, karkoli tazga nas v bistvu prizemljuje. Pa ne samo to, ne. Jaz že, ko si to predstavljam, rada tako umirjena. Res, kadarkoli Anita pride v našo družbo, se mi zdi, da me tako umiriš, mene pa še celo ekipo, ne, da vsi smo tako malo, ne. Tako da, Anita, karkoli počneš odlično, ne. Tako da, jaz bi samo še to, mogoče tega se dotaknila, prej smo govorili torej o tej prizemljitvi, ne. Zdaj, koliko v bistvu mora imeti človek domišljije, ne, ker nekateri mogoče, ker niso še nikoli teh stvari počeli, bo rekla, kakšne korenine, kako zdaj to se jaz, ja no, a veš, eni so začetniki, ki mogoče tudi meditirali še nikoli niso. Kako naj se tega lotijo, da se ne bojo počutili lih malo trapasti, no? Ja, potem bi za začetek jaz priporočala, da se v bistvu lahko da samo pozornost na stopala. Se pravi, mogoče si sploh še ni potrebno predstavljati teh korenin, da gremo spet korak po korak. Se pravi, pozornost na stopala, pa se lahko osredotočijo na stopala, pa lahko čutijo stik stopal s tlemi. To bi bil tako en prvi korak. Okay. A ob tem, v bistvu, pri tej prizemljitvi ne bi tudi kaj čutil realno, oziroma bi po tem, ko si ti to predstavljaš, ne, te korenine in potem to svežo energijo, a se to takoj začuti? No, ti verjetno, ker imaš prakso, ne, potem se to zelo pozna. Ja, jaz to delam res več let, pa v bistvu takoj se lahko povežem. To se v bistvu nafilaš, a ne? Ja, dejansko in tudi v bistvu pustiš in kar ne rabiš, lahko pustiš v zemlji, da se transformira potem v novo čisto energijo in jo vzameš. Tako da ja, zdaj pa spet, veš kaj, različni so tipi. Nekdo je bolj vizualni tip, nekdo bolj čuti, nekdo bolj sliši in tako da tudi to prizemljevanje lahko vsak prilagodi sebi in temu na kakšen način zaznava.
Ja, hvala za res te bogate nasvete. Jaz verjamem, da bo marsikdo izmed vas torej našel tistega pravega. Dajmo se danes torej malo prizemljevati. Tudi zame bo to prvič, tako da evo, zdaj tole še povem, potem pa grem jaz odmečkam korenince pognati v zemljo. Torej, lahkotnost je torej le korak, kot smo rekli, oddaljen od nas in s temi hitrimi triki, ki jih je danes torej povedala naša Anita, jaz verjamem, da bomo hitro realizirali torej to lahkotnost in mir v nas. Več vsebin pa seveda si lahko preberete na naši spletni strani. Če imate še kakršnokoli vprašanje, pa nas na drugi strani telefona vas čakajo prijazne svetovalke na 02 6200 230.